Erika Bizjak je že kot 5-letnica prepevala v domačem cerkvenem zboru pri Mimici Fon. Ker jo je glasba vse bolj zanimala, je mamo prosila, če se lahko udeleži sprejemnega preizkusa za vpis na glasbeno šolo Tolmin. Bila je velika gneča in mama mi je še rekla, pa Erika, greva kar domov. Sej verjetno te ne bojo sprejeli. No, ampak jaz sem potem vztrajala in sem rekla, mama, da je pa še malo počakiva. In potem sem pač tisti sprejemni preizkus opravila. Po koncu osnovne šole se je vpisala na srednjo glasbeno in baletno šolo v Ljubljani, kjer je največji vtis nanjo in njeno delovanje na zborovskem področju pustila učiteljica predmeta zbor Majda Hauptmann. Na Akademiji za glasbo v Ljubljani je študirala glasbeno pedagogiko, na Filozofski fakulteti pa muzikologijo. Zaposlila se je na glasbeni šoli, kjer poučuje še danes. Poklicna pot jo je vodila tudi na gimnazijo Tolmin, kjer je na pobudo dijakov in profesorjev leta 1998 ponovno ustanovila mešani mladinski pevski zbor. Danes otroke in mlade v svet glasbe in petja uvaja v 3 zborih, ki delujejo na osnovni šoli Most na Soči. Erika je že od malih nog vpeta tudi v glasbeno življenje domačega kraja. Od leta 2008 vodi mešani cerkveni pevski zbor Župnije Volče. Dobro se razumemo, so tudi zelo družabni, gremo na kakšne izlete, organiziramo kakšna praznovanja in v bistvu so eni taki moji tudi ne samo pevci, ki jih vodim, ampak tudi dobri prijatelji. Željo, da bi v Tolminu zaživel kakovosten mešani zbor, je skupaj s somišljeniki ustanovila komorni zbor Muzika Viva, ki letos praznuje 20-letnico delovanja. S premišljenim umetniškim vodenjem in jasno vizijo zbor razvija v prepoznavno zasedbo. Ko smo ustanavljali zbor, pravzaprav je bilo že se treba prijaviti na revijo Primorska poje. Pevcev ni bilo nas je nekaj entuziastov, ki bi radi imeli zbor, vendar prave zasedbe še ni bilo. Rok za prijavo je pa že bil. In potem sem jaz kar prijavila program, in sem rekla, veste kaj, mi se bomo do takrat, ko bo nastop, to vse naučili. No, in v bistvu prijavili smo se na nastop prej, kot smo imeli prvo vajo. Pevci, ki imajo možnost sodelovati z Eriko, občudujejo njen trud, znanje in predanost. Veste, zelo občudujem, tako, ker ima res toliko energije, ne pa toliko tega entuzijazma, toliko tega navdušenja, ki ga potem deli z nami. Mi je všeč pri njej, ker zna z dobro voljo nas usmeriti, kako naj pojemo. Za mene itak pravijo, da moram peti že po službeni dolžnosti, oziroma da mi žena še med prostim časom dirigira. Ja, vsakmo hecu nekaj resnice. Kljub vsem priznanjem in plaketam, ki so jih njeni zbori osvajali na tekmovanjih, pa Erika ceni tudi vse spomine, ki niso povezani z uspehi in aplavzi. Ni pomembno, samo kaj dosežeš, ampak kako tudi do tja prideš, po kakej poti greš, kaj na tej poti doživiš. In to se mi zdi, da ti pusti največ lepega v srcu in tako. Erika Bizjak ni le zborovodkinja. Je motivator svojih pevcev. S svojim strokovnim znanjem, organizacijskimi sposobnostmi in srčno predanostjo spodbuja pevce k napredku in ohranja bogato tradicijo zborovskega petja.